Slaščice in sladke pijače so del mnogih praznovanj in zabav. Sladkor pogosto zaužijemo tudi s hrano, v kateri ga sicer ne pričakujemo. Skriva se v prehranskih izdelkih, kot so omake, juhe, solatni prelivi, jogurt, kruh in podobno. Zato je dobro, če spoznamo kakšno zdravo alternativo belemu sladkorju. Danes gostimo prav posebna gosta, brata z veliko talenti. Sta kulinarična navdušenca in blogerje, ki svoje recepte objavljata na portalih šketa.si in presno.si. In prav zaradi njunih kulinaričnih mojstrovin smo se odločili, da ju povabimo, da pripravita sladico z eritritolom, ki je eno izmed novejših sladil na naših prodajnih policah. Simon in Sašo, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Živijo. Kaj boste danes pripravila za naše gledalce? Ja. Nekaj zelo enostavnega smo si zamislila, da bo tako čez pol ure na krožniku, in sicer kokosove vetrce. To so poljubčki, poljubčki so vetrčki, španski vetrci, variacija s kokosom. Samo 3 sestavine, eritritol iz medeksa, potem beljak in pa kokosova moka, ter mikser in pol ure časa. Super. Pol ure časa pa še to v pečici. Medtem ko bosta Simon in Sašo za kuhinjskim pultom, pa je prav, da povemo, kaj sploh je eritritol. Eritritol je naravno sladilo, ki ga pridobivajo z naravnim postopkom fermentacije, sicer pa se nahaja tudi v naravi in sicer v različnem sadju, kot so melone, lubenice, grozdje in pa hruške. Njegova odlika je, da je brez kalorij in da ima glikemični indeks 0. Po okusu, videzu in strukturi je zelo podoben navadnemu belemu sladkorju in je vsestransko uporaben. Dejstva, da je eritritol brez kalorij, se bodo zagotovo razveselile najbolj ženske, ki so na vnos sladkorja zelo pozorne. Te lahko samo malo prekinem? Ne sem ženske, tudi moški se tega zelo razveselimo, da nima kalorij. Ja, ne, Simon? No, očitno se bodo eritritola razveselili tako moški kot ženske. Zagotovo pa vsi tisti, ki sledijo priporočilom prehranjevanja keto, paleo ali LCHF, tudi vsi tisti, ki uživajo živila z nizkim glikemičnim indeksom, primeren je za diabetike, ker pa je rastlinskega izvora, pa je idealen tudi za vegane in vegetarijance. Pa še to, eritritol je brez glutena ter brez konzervansov, arom in barvil. Eritritol je vsestransko uporaben, kar nam bosta iz prve roke povedala tudi Simon in Sašo, ki ga redno uporabljata. Drži. Drži, dejansko eritritol je zelo uporaben tako za tople, hladne napitke, primeren je za peko, torej obstojen tudi na temperaturo. Uporabljamo ga lahko, Saša, tudi... Ja, recimo za presne torte, za razne napitke, za smutije ali pa kot posip po sadju se tudi odlično obnese. Pa se uporaba eritritola kaj razlikuje od uporabe običajnega belega sladkorja? Ga za slajenje uporabljamo v enakem razmerju? Približno enako. Malenkost manj sladek je, zato ga damo čisto malo več. Ana, Simon? Tako je, in pa tudi zelo uporaben v prahu, torej razmeljamo in ga uporabljamo kot sladkor v prahu. Pa bi iz praktičnih izkušenj lahko povedala, dodala še kaj? Eritritol je odlično namesto sladkorja, uporabljamo ga lahko praktično povsod, ker bi sicer sladkor. Nama je všeč, da želimo recimo zmanjšati količino ogljikovih hidratov ali energijske vrednosti pri sladicah sploh. V bistvu je zelo v redu, ker imamo pol sladice tako brez slabe vesti. Izredno uporaben za to. No, to je zelo pomembno. Vem, da so sladice, predvsem lahke sladice, vajin zaščitni znak in da sta nedavno izdala tudi knjigo. Drži. Rdeča nit te knjige je lahkotnost, torej uporabljava sestavino eritritol namesto sladkorja, torej so sladice brez slabe vesti, so manj kalorične in pa še vedno zelo slastne. In pa seveda recepti so brez dodane bele moke. Tako da, užitek brez greha. Piškoti oziroma kokosovi pljučki so pečeni. A boste poskusila? Seveda, z veseljem. Izvolite. Hvala. Simon in Sašo, najlepša hvala, da ste se odzvala našemu povabilu. Da se boste tudi vi sladkali brez slabe vesti, izberite eritritol iz medeksa. Več informacij in okusne recepte o eritritolu najdete na medex.si.
Mm.